Princesa Marija Luiza Šlesvig-Holštajnska je bila ena izmed številnih vnukinj kraljice Viktorije, vendar kraljeva kri ni zagotavljala pravličnega življenja. Ujeta v katastrofalnem zakonu, preganjana zaradi škandalov in depresije, je skoraj izginila iz zgodovine. Kljub temu je kljubovala pričakovanjem in postala ena najbolj priljubljenih članic britanske kraljeve družine, pa tudi princesa od nikoder. Kako je torej tako padla in se znova povzpela in zakaj jo tako imenujejo? Pridružite se mi, da izveste. Princesa Marija Luiza se je rodila 12. avgusta 1872 v Angliji, staršema princu Kristjanu in princesi Heleni iz Šlesvig-Holštajna. Princesa Helena je bila tretja hči kraljice Viktorije Združenega kraljestva in zato je družina veliko časa preživela v njeni bližini. Dejansko je družina živela v Združenem kraljestvu ob kraljici Viktoriji, kjer sta Marija Luiza in njeni trije starejši sorojenci od očeta in različnih učiteljev spoznavali nemško zgodovino in književnost. Kot odrasla je Marija Luiza na številnih fotografijah delovala zelo kraljevsko, okrašena z dragocenim nakitom in zapletenimi oblekami, vendar pa je kraljica Viktorija v njenem otroštvu očitno menila drugače. Kraljica je pogosto pazila na svoje vnuke, kadar sta bila Helena in Kristjan odsotna, in ob eni priložnosti je Helena prejela telegram od svoje matere, v katerem je pisalo: "Otroci zelo dobro, a uboga mala Luiza zelo grda." Očitno je Viktorija vztrajala pri svojih besedah skozi vse svoje dolgo življenje, vendar sta imeli kljub temu dober odnos. Kot mlada ženska je Marija Luiza razvila strast do spoznavanja sveta, v katerem je živela, in si je zelo želela potovati. Veliko svojih večerov je preživela zatopljena v zgodovinske knjige. Na njeno srečo pa ji je kraljevski status pogosto omogočil, da je lahko na lastne oči videla kraje, o katerih je brala. Leta 1890 je med obiskom poroke svoje sestrične v Berlinu spoznala nikogar drugega kot princa Adiberta iz Anhalta, čednega častnika konjenice, ki je najprej pritegnil njeno pozornost, nato pa še njeno srce. Le nekaj tednov po njunem prvem srečanju sta se Adibert in Marija Luiza zaročila, kraljica Viktorija pa je celo osebno odobrila njuno zvezo, na srečo svoje vnukinje. Par se je poročil v Windsoru 6. julija 1891. Marija Luiza je bila tik pred svojim 19. rojstnim dnem, medtem ko je Adibert pravkar dopolnil 25 let. Po kratkem medenih tednih, ko sta potovala po Evropi, sta se naselila v Dessau v Nemčiji, a sta se kmalu preselila v Berlin, ko je bil Adibert tam nameščen kot konjeniški častnik. Zakonsko življenje pa ni bilo vse, kar naj bi bilo za mlado Marijo Luizo. Princesa Marija Luiza se je po vseh pričevanjih težko privajala na novo življenje v Nemčiji. Etiketa in protokoli, ki jih je morala kot princesa spoštovati, so bili izjemno strogi in pogosto se je razumljivo znašla v težavah zaradi napak. Njeno življenje se je vrtelo okoli spoštovanja običajev in urnikov, ki bi bili zapleteni tudi za najbolj izkušene člane kraljeve družine. Morala bi vedeti stvari, kot so točen čas in natančne besede za usklajevanje jutranjih pozdravov, ki jih je njen služabnik pošiljal služabniku njenih sorodnikov po zakonu. Prav tako je morala vaditi pravilno vedenje pri obrokih, vse do tega, da je vedela, koga nagovoriti in kdaj med obrokom. Nekoč naj bi Marija Luiza s potovanja v Anglijo prinesla boksarsko vrečo in par boksarskih rokavic in ko jih je začela uporabljati v svoji sobi, jo je Adibertova družina oštela zaradi tako nesprejemljivega, neprinceskinega vedenja. Poleg tega, življenje z Adibertom ni bilo takšno, kot si ga je Marija Luiza predstavljala. Počutila se je nezaželeno, kot da je svojemu možu v breme. Zaradi tega je zapadla v obdobje depresije in začela trpeti za vrsto resnih bolezni, vključno z bronhitisom in pljučnico. Postala je zaskrbljujoče suha in krhka, kar je morda kazalo na anoreksijo, njeno stanje pa je postalo predmet govoric med njenimi sorodniki po moževi strani. Ko je bila dovolj zdrava, je Marija Luiza pogosto odhajala na izlete v druge države, da bi ušla napetosti doma, vendar se je kmalu zgodilo nekaj, česar ni mogla rešiti s preprostim odhodom. Leta 1909 let po njuni poroki so odkrili, da je Adibert imel razmerje z moškim. Čeprav podrobnosti ostajajo negotove, nekateri viri namigujejo, da je bil njegov ljubimec eden od njegovih služabnikov in da je bil Adibert biseksualec ali homoseksualec. Nekateri tudi verjamejo, da zakon nikoli ni bil konzumiran.
To niso bile novice, ki bi jih Adibertova družina želela razkriti javnosti, zato so poskušali to čim bolje prikriti. Seveda je bila Mary Louise uničena in skozi solze besa ter izdaje je pobegnila iz svojega nekdanjega doma v Nemčiji z namenom, da začne novo življenje v Severni Ameriki. Nekaj časa je potovala po Združenih državah in si nadela psevdonim Countess von Munchenberg. Adibertov oče je za razpad zakona okrivil Mary Louise, vendar ji je kljub temu kasneje poslal telegram, v katerem ji je ostro ukazal, naj se vrne k njegovemu sinu. Seveda je to zavrnila, toda kam bi se lahko sicer obrnila? Bi lahko še naprej živela svoje življenje pod krinko? Na srečo je že 1 uro kasneje kraljica Viktorija prejela novico in takoj poslala Mariji Luizi svoj telegram. Povejte moji vnukini, naj pride domov k meni, je pisalo. In tako je tudi storila. Prihod Marije Luize v Anglijo je spremljalo pismo, ki ga je poslal nihče drug kot sam Adibert. Kasneje je to opisala v svojih spominih in zapisala. Napisal je, da je bilo življenje z menoj kot njegovo spremljevalko nevzdržno in da je zato prosil svojega očeta, naj uveljavi svojo suvereno pravico in razglasi zakon za ničen in neveljaven. Točno to se je tudi zgodilo. Adibertov oče je poskušal razveljaviti zakon, vendar ker se je poroka odvila v Angliji, nemški zakoni niso mogli veljati. Marija Luiza je nato najela odvetnika za ločitve, da bi to dokončno rešila, vendar je Adibert že pred začetkom sodnega postopka vse uredil po svoji volji. Adibert je poskušal očrniti Marijo Luizo s celo vrsto žaljivih trditev. Svojemu odvetniku je povedal, da je bila pijanka in odvisnica od drog, ki je uživala v jemanju opija. Ko so se govorice začele širiti po angleških časopisih, naj bi bila Marija Luiza prignana do roba. Naraščajoča ugibanja so ji povzročila izjemno stisko in obupano se je obrnila na svojo družino po podporo ter našla zatočišče pri svojih starših. Njen oče je kmalu ukrepal odločno in skupaj z njo odpotoval v Nemčijo, da bi sprožil pravno in civilno razveljavitev zakona. Skoraj takoj se je soočil z močnim odporom Adibertove družine. Ne glede na to naj bi zagrozil, da bo pravi razlog za ločitev Marie Louise predstavil nemškemu zveznemu svetu. Že ta grožnja sama je bila dovolj. Do decembra 1900 je bil zakon hitro razveljavljen. Kljub temu, da je bil njen zakon na papirju ničen in neveljaven, se Marie Louise nikoli ni zares osvobodila Adibertovega primeža. V skladu z načeli anglikanske cerkve je svoje zakonske zaobljube štela za zavezujoče, zato do konca življenja ni nikoli poskušala vzpostaviti nobenega romantičnega razmerja ali se ponovno poročiti. Kralj Edward Sudinme, stric Marije Louise, naj bi njeno usodo povzel z besedami: Uboga Marija Louise, vrnila se je tako, kot je odšla. Po burni ločitvi se je Marie Louise preselila v svojo hišo v South Kensingtonu v Londonu. Stres zaradi sodnih postopkov je močno vplival na njeno duševno zdravje. Zakonsko življenje se je izkazalo za boleče drugačno od vsega, kar si je Marie Louise predstavljala in pustilo veliko ter vznemirjajočo praznino tam, kjer se je njena prihodnost nekoč zdela gotova. Ena najbolj zgovornih ponazoritev njenega krhkega stanja je bil srhljiv dogodek, ki ga je Marie Louise kasneje opisala. Marie Louise je trdila, da je obiskal njen brat, Kristjan Viktor, vojaški častnik, ki je bil ubit v Pretoriji med bursko vojno več kot leto prej. Po njenem pripovedovanju se je Kristjan pojavil le zato, da bi preveril, kako je, nato pa se je mirno odpravil po stopnicah in jo opozoril, naj mu ne sledi. Ali je Marija Louise res verjela, da je videla duh svojega brata, ali pa je bil ta dogodek zgolj posledica naraščajočega stresa in žalosti, ostaja vznemirljivo vprašanje. Kmalu zatem je Marija Louisina mati Helena spodbudila hčer, naj se posveti eni od svojih zanimanj, delu v bolnišnici in dobrodelnosti. Svoj čas je posvetila zbiranju denarja za bolnišnice, ustanovila je številne podporne organizacije zanje in pogosto so jo videvali pri obiskovanju bolnišničnih bolnikov. To se je zanjo izkazalo za dobro. Ne samo, da je izboljšala svojo javno podobo po katastrofalnem sodnem procesu z Adibertom, ampak ji je pomoč drugim pomagala, da je pozabila na svoje skrbi. Kmalu si je ustvarila širšo mrežo prijateljev in poznanstev, a kmalu so se začela bližati 10. leta 20. stoletja in z njimi velika vojna.
Med Prvo svetovno vojno se je Marija Luiza preselila v Kensingtonsko palačo k svoji teti Beatrici in jo tolažila, ko je bil njen sin, princ Moritz, ubit v prvi bitki pri Ypressu oktobra 1914. Podnevi je princesa ustanovila bolnišnico v Bermondseyu in jo samo vodila skozi celotno vojno. Tukaj je preživljala čas med žrtvami vojne, med tistimi, ki so bili ustreljeni, zastrupljeni s plinom ali ranjeni v obstreljevanju, ter jim pomagala pri okrevanju in podpori pri njihovih duševnih težavah, ko so se pojavile. Velika vojna pa je kmalu prinesla vrsto sprememb za kraljevo družino. Ko se je konflikt začel, sta kraljica Viktorija in njen naslednik Edvard VII že umrla, na prestolu pa je sedel kralj Jurij Pete. Po vseh podatkih je imel dober odnos z Marijo Luizo, Jurij pa je bil vesel, da je njegova sestrična pobegnila iz težkega zakona in se ponovno pridružila družini v Angliji. Jurij je tudi vedel, da so se zaradi trajajoče vojne v Britaniji začela krepiti protinemška čustva. Ker je vedel, da trenutno kraljevsko družinsko ime Saxe-Kolberg in Goethe povzroča nemir med splošno javnostjo, se je odločil, da ga spremeni. Jurij je prevzel strogo angleško zveneče ime po ikoničnem britanskem gradu in si izbral kraljevsko ime Windsor. Želel je prekiniti vezi s svojimi nemškimi koreninami in pokazati solidarnost z britanskim ljudstvom v času vojne. Tako je bilo odslej britanski kraljevi družini prepovedano uporabljati svoje nemške nazive. Za Marijo Luizo, katere edini naziv je bil princesa Schleswig-Holsteina, je ta odlok dejansko izbrisal njeno identiteto na papirju in jo spremenil v tako imenovano princeso od nikoder, oznako, ki se je držala vse življenje. Žal ji nikoli niso podelili nadomestnega naziva, zato je bilo, kljub temu, da je bila princesa, skoraj tako, kot da sploh ne bi več pripadala nobeni kraljevi družini. Za razliko od drugih članov kraljeve družine, ki so jim dodelili nove plemiške nazive, je bila Marija Luiza prepuščena negotovosti. Morda zato, ker ni imela dedičev in ni bila politično koristna v svojem novem položaju. Preostanek svojega življenja je bila uradno imenovana preprosto njena visokost princesa Marija Luiza. Kljub svoji novi identiteti kot princesa od nikoder, je Luiza živela uspešno in polno življenje. Bila je priljubljena med širšo javnostjo, saj je njeno nesebično dobrodelno delo trajalo skoraj 4 desetletja. Skozi svojo kariero je odpirala in širila bolnišnice ter veliko časa namenila zbiranju sredstev za podporo zdravstvenim delavcem po vsej državi. King's College Hospital, War Memorial Hospital, United Nations Association, Guide Dogs for the Blind in Wayfarers Trust. So le nekateri primeri številnih neprofitnih organizacij, ki jih je podpirala skozi svoje življenje. Prav tako je veliko časa namenila obiskovanju širše javnosti po vsej Britaniji in skušala zmanjšati razkorak med kraljevo družino in delavskim človekom. Obiskovala je rudnike premoga, se vozila z avtobusom in celo nekaj časa živela v stanovanju. Morda se zdaj zdijo kot majhne geste, vendar v večjem delu zgodnjega 20. stoletja to niso bila dejanja, ki bi jih povezovali s člani kraljeve družine. Čeprav je bila Marie-Louise razmeroma neznana članica svoje družine, je britanski kraljevi družini dala bolj človeški in dostopen obraz, kot ga je imela pred njo. V prostem času je bila plodovita umetnica, še posebej je imela rada akvarele, prav tako pa je gojila močno strast do glasbe in plesa. V Angliji je bila srečna, ker je bila obkrožena z družino, ki je po vseh pričevanjih spodbujala te strasti in ji omogočila, da se je lahko izražala. Po razhodu z Adalbertom je lahko sledila svojim strastem do potovanj po svetu in nedvomno ugotovila, da je samsko življenje prava pot zanjo. Marie-Louise je bila že v letih, ko se je začela druga svetovna vojna in v svojih spominih je opisala, kako jo je zanimalo opazovanje bombnikov RAF, ki so leteli nad Ascotom na pot v bitko. Kljub temu, da je bila njena hiša med vojno skoraj uničena, je Marie-Louise preživela spopad in nadaljevala svojim dobrodelnim delom vse do zadnjih let svojega življenja. Njeni zdravniki so ji celo svetovali, naj malo upočasni, a ona o tem ni hotela nič slišati. Dobrodelno delo je postalo ena njenih največjih strasti in uživala je v svojem natrpanem urniku. Po letih kraljevih dolžnosti in razmišljanja je Marija Luiza leta 1956 končno izdala svoje spomine My Memories of Six Reigns, živo in razkrivajočo kroniko življenja, preživetega v samem središču monarhije in njeni neposredni bližini.
Le nekaj mesecev kasneje, 8. decembra 1956, se je njeno življenje mirno končalo v njenem londonskem domu v starosti 84 let. Ob svoji smrti je bila ena od le 6 še živečih vnukov kraljice Viktorije in najstarejša živeča članica kraljeve družine. Danes je pokopana v velikem parku v gradu Windsor, poleg svoje ljubljene sestre, ki je ostala ena njenih najbližjih prijateljic skozi vse njeno dolgo življenje. Kljub njenim dobrodelnim prizadevanjem je bila njena zapuščina ocenjena na skoraj 110.000 funtov, kar danes znaša približno 2,5 milijona funtov. Princesa Marija Luiza je svetu pokazala, da lahko člani kraljeve družine sledijo svojim željam v življenju in je začrtala novo pot zunaj rutine in pravil, ki jih prinaša življenje princese. Čeprav je bila princesa od nikoder, se je ponašala z enim najbogatejših in najbolj odlikovanih življenjskih slogov v sodobni kraljevi zgodovini, njena zgodba pa je zajela 2 svetovni vojni, 6 monarhov in stoletje sprememb. Najlepša hvala vsem, ker ste si ogledali ta video o princesi Mariji Luizi Schleswig-Holsteinski. Upam, da ste ga našli zanimivega. Sporočite mi v komentarjih spodaj, kaj menite o njenem življenju in če imate kakšne predloge, mi jih prav tako napišite v komentarje spodaj. Upam, da ste naročeni na moj kanal in imate vklopljena obvestila, da boste prejeli vsa moja videa takoj, ko jih naložim. Kakorkoli, to je vse z moje strani, zato se vidimo v naslednjem delu Forgotten Lives. Hvala!